No, če jaz nekratko povzamem, oziroma bi bojo tudi tisti, ki so bili zadnjič pomagali, se pravi, bi prosil, da tistim, ki ste zadnjič bili, mogoče samo eno stvar, ki si jo zapomnil, pa se mi je zdela pomembna, če poveste. No? Tako da malo naredimo povzetka. Pa ne vsi naenkrat. Ne? Meni je bila všeč ta Lean filozofija, ki si jo tako lepo razložil. Okay. Res, to je bilo top. Mislim, jaz sem prav mogla še enkrat to slišati že zaradi sebe, kaj šele zaradi vseh ostalih mentorirancev ali pa startupov. Mislim, da gremo vsi skozi iste faze in da je bilo za nas tako pomembno to slišati kot tisto znanje, ki ga predajamo naprej. Super. Se pravi, Lean filozofija, še kaj? Meni je bilo krasno, da naj bo fokus na tistem, kar ustvarja dodano vrednost. Da je treba ves čas misliti na to, kar ustvarja večjo prodajno vrednost in kar ne ustvarja vrednosti, se probati znebiti. Ok, super. Še kaj? Jaz sem si najbolj zapomnil, da kot mentor ne mentoriraš samo v finančnem smislu, ampak še kaj. Ja, torej ne samo finančno smislu kot mentor, ampak tudi še kaj drugega. Kaj pa drugega? Aha, zdaj sem bil mutan. Ja. Se pravi, tudi kar se tiče tega človeškega dela mentoriranja, če je mentoriranc v kakršnikoli krizi, vem, da smo debatirali veliko o tem, če se približuje burnoutu ali pa da se sooča z veliko stresa, da mu s svojimi izkušnjami, tudi na tak način pomagaš. Okay, da nič ne bo vredno, če bo ful zaslužil, pa če bo imel ful dober revenue, če bo na koncu skurjen. Definitivno ne, ja. Še kaj? Jaz bom samo, vse vas bom mutal, potem pa tisti, ki bo govoril, naj se unmuta, ker vidim, da ste eni še požgani, pa malo imamo zvoka od ozadja. Evo. Jaz sem zdaj v eni fazi, kjer je zelo do izraza prihaja to, da mentor ne pomeni isto kot strokovnjak za eno stvar. Kaj pa je razlika? Mentor holistično poskuša prenesti svoje izkušnje, vključno z seveda vsemi pritiski, ki jih je uspel na svoji poti in izkušnjami, ki jih je pridobil, kako se temu izogibati, prenesti na situacijo tega nekega mentoriranca, za katerega se lahko predvideva, da ima manj izkušenj, kar se tega tiče, lahko pa tudi ne, ampak ima samo drugačne izkušnje. Medtem ko strokovnjak za eno zadevo je tam zato, da to izvede z lahko zelo določenim ciljem v mislih, ki pa ne nujno vpliva kompletno pozitivno na podjetnika, njegovo podjetje ali pa mogoče neko pač ožjo ekipo, ki sestavlja core podjetja ali pa kakorkoli. In proti temu se je treba v resnici tudi zavarovati. Ok, odlično, super. Še kaj? Še kaj? Ja, ena pomembna stvar. Posebej za nas, ki smo kreativci, pa bi radi ful izboljšali MVP. Ja. Prav make it selica, ne? Pa izboljšuj. Skrajšati proces prvega tržnega testa, ja, super. Še kaj? Mene je pa najbolj nagovorilo to, da v bistvu ne smemo od začetka, se pravi, kaj podjetnik čisto na začetku ubijati njegovih idej, to je meni najbolj. Zakaj ne? A se kdo spomne, kakšno vlogo tukaj lahko igra mentor? Ja, v bistvu lahko. Kako? V bistvu s tem, ker skuša biti konstruktiven, lahko, bom rekel, naredi več škode kot koristi. Ja, ok, se pravi, ni nujno vse sesut, je treba iskati tudi pozitivne stvari pa spodbujati, posebej zato, če podjetnik rabi tistega first followerja oziroma nekoga, ki verjame skupaj z njim. Ok, super, še kaj? Dober plan, pa drži se plana na strukturiran način. Ok, odlično, ja, plan. To, kot sem prej rekel, meteorologi znajo napovedati, kdaj bo burja začela pihati več kot en teden vnaprej, na uro natančno.
poslovneži, kdaj ne znamo za 2 dni naprej, se delamo, da se ne da napovedati kakšnih stvari, pa se jih glih tako da. No. Tako da, ja. Ok, se pravi, da ne bomo tega le preveč razvlekli na začetku. Jaz, kar bom danes naredil, bom šel še enkrat zelo na hitrico čez te ključne koncepte, ki smo jih zadnjič pogovarjali, se pravi stvari, ki so se meni zdele najpomembnejše. Potem pa bomo večino današnjega srečanja posvetili temu, da bomo šli čez konkretne situacije, ki sem si jih jaz sicer zmislil iz mojih izkušenj, in bomo poskušali pregledati različne vloge mentorja, pa malo predebatirati, kako se je za odzvati. Jaz upam, da bo čim več tudi nasprotujočih si mnenj, zato da lahko vidite, koliko je ta stvar v resnici mestoma komplicirana. Okay? Se pravi, ena stvar, ki sem jaz zadnjič želel zelo jasno izpostaviti, je, da je vloga mentorja ni biti strokovnjak za specifično stvar, ampak je biti mentor, kot mentori morate biti strokovnjak, kot startup mentori je treba biti strokovnjak za podjetniški proces. Se pravi, to je ena stvar, ki se pri vseh podjetjih odvije bolj kot ne enako. Se pravi, jaz sem ga poenostavil na to, da sem dal vse skupaj prevedel na 6 ključnih točk, ki se zgodijo v fazi vsakega podjetnika. Se pravi, prva faza je takrat, ko se jaz zavem ideje, prva točka. Druga je, ko začne nekdo mi slediti oziroma ko še nekdo drug verjame v to idejo. Tretja stvar je, ko začnem aktivno in sistematično vlagati v neko idejo, se pravi svoj čas ali pa denar. Potem ena četrta zelo pomembna točka je, ko se zgodi prva prodaja. Okay? Potem imamo 5. točko, ko se zgodi točka preloma in potem zadnja točka, ki jaz verjamem, da bi mogla biti cilj razvoja vsakega podjetja, ne podjetnika, ampak podjetja, da se razvije do te mere, ko podjetnika za svoje delovanje ne potrebuje več. Kot vidite, je ta krivulja obrnjena navzdol, se pravi, gor imam napisan neto denarni tok oziroma, dajmo reči temu ves cash, ki si ga v firmo zmetel, ne? In kot vidimo, začne to rast navzgor po točki preloma. Se pravi, jaz pravim, da funkcija mentorja je, da skrbi, da je ta krivulja čim krajša, se pravi, da je vsa zadeva čim bolj ozka in na drugi strani, da je čim manj globoka. Se pravi, da se v razvoj neke poslovne ideje oziroma neke stvari porabi čim manj časa, čim manj denarja, da se te faze odvijajo in zgodijo čim prej. Zakaj je zelo pomembno razumeti te faze oziroma točke je, zato ker se sistem dela, s katerim kaj mora podjetnik početi v teh fazah, bistveno razlikuje glede na katero fazo v procesu pravzaprav je. Namreč do trenutka, ko se zgodi prva prodaja, mora podjetnik vse svoje sile usmeriti v to, da aktivno razvija svojo poslovno idejo in jo ves čas testira pri kupcih, se pravi, da dobi product market fit, da ugotovi, kaj zaprav funkcionira. Po prvi prodaji pa se stvar dramatično spremeni, ker mora podjetnik nehati biti veliki ustvarjalec, ki ves čas razvija nekaj novega, ampak mora namesto ideje začeti graditi, torej namesto produkta mora začeti graditi podjetje, kar pa pomeni, da mora v podjetju pa nujno, če vi želite doseči točko preloma, morate zagotoviti neko ponovljivost. Se pravi, ne ves čas delati nekaj novega, ampak stvari delati čim bolj učinkovito, čim bolj hitro, čim bolj enostavno, pa da ostane čim več razlike v ceni. Se pravi, se vloga podjetnika, ki se spremeni po prvi prodaji, dramatično spremeni. Se pravi, od tega, ko je on ponavadi ustvarjalec nove ideje, mora naenkrat postati organizator, optimizator, birokrat, če hočete, in ta prehod je lahko v resnici izjemno težak. Se pravi, ena stvar, ki jo jaz zelo močno verjamem oziroma vidim je, da saj iz mojih mentorskih izkušenj je, da je zelo, zelo pomembno, da se zavedate, v kateri fazi podjetnik pravzaprav je in se obnašate temu ustrezno. Se pravi, ko razvija idejo, ga spodbujaš v določeno tip aktivnosti, ko pa začne razvijati podjetje, se zadeva spremeni. Toliko na hitro, samo da bomo vedeli, to je ta podjetniški proces, ki se meni zdi za vsakega mentorja zelo, zelo pomembna stvar. K temu se vrnem malo kasneje. Druga stvar, ki smo se veliko pogovarjali o njej, je struktura podjetniške ekipe. Zdaj Ernesto Siroli, to je en tak zelo pameten gospod, priporočam, da si kakšen njegov video pogledate. Ampak on je lepo opredelil, da vsaka podjetniška zgodba potrebuje 3 vrste ljudi. Sicer one that can make it, one that can sell it, pa one that can take care of the money. Naredili so relativno resne raziskave, veliko ljudi spraševali in veliko podjetij analizirali in so ugotovili,
da ne obstaja posameznik na tem svetu, ki lahko v določenem podjetju dobro igra vse 3 vloge. Okay? Kar je ključen razlog, zakaj vi pravzaprav potrebujete podjetniško ekipo. Zdaj, jaz sem tele One That Can Make It, sem dal v tale rumen kvadratek, kjer sem napisal, da je to research and development, se pravi razvoj nekih stvari, ki terja neke svoje zakonitosti. V zelenem krogcu imate noter napisan sales, se pravi, to je sposobnost prodaje, zelo pomembna funkcija za vsakega, za vsako podjetje. Ponavadi sta make it pa sell it, se ponavadi malo kregata med sabo, nista glih na isti valovni dolžini, ker en bi prodal nekaj, česar še nima, ta drug bi pa razvil, tudi če je že odlično, ima vedno idejo še za kakšno dodatno funkcionalnost. S tem, ko se neha razvijati rešitev, pa se začne razvijati podjetje, pa nujno začne potrebovati še ta tretjega, to je pa nekoga, ki je sposoben furati relativno dolgočasen operations, se pravi ponavljati stvari, ki nosijo v resnici denar. Ne? Se pravi, meni je tisti rek, ki sem ga že zadnjič povedal, money is made with the boring stuff. Ne? Se pravi, če hočete zgraditi neko firmo, da resno deluje, je treba vzpostavljati ponovljivost stvari in ta mora biti čim bolj učinkovita. Zdaj, v podjetniški ekipi, ne, to iz vidika mentorja je zelo pomembno, da interpretira, ne, se pravi, da pogleda, kdo je kdo v podjetniški ekipi. Zelo pomembno vprašanje, ki se tukaj tudi pojavi, je, a ste vi mentor podjetju ali ste mentor podjetniku. Tukaj se zadeva zelo pomembno loči, okay, ker ni nujno, če ste mentor podjetju, pol delate v dobro vseh članov ekipe. Okay. Če ste mentor podjetniku, lahko ste njegov glavni zaveznik pri urejanju stvari znotraj ekipe, kar ni nujno v interesu ostalih članov ekipe. No, tako. Jaz veliko raje sem mentor podjetniku, kot pa celotnemu podjetju, ker vas drugače to lahko postavi v precej zoprne situacije. K temu se bomo danes neprestano vračali, ker je dejansko ena taka zelo pomembna tema. Ponavadi se ta potreba po nekomu, ki je sposoben držati nek posel v tem regularnem delovanju, pojavi po prvi prodaji, potem, ko se podjetje začne v resnici vzpostavljati. In ponavadi podjetniki, velikrat se to tudi vi iz vaših izkušenj sigurno veste, da imajo podjetniki velike težave lahko v prehodu iz tega podjetniškega načina delovanja v nek malo bolj menedžerski način delovanja. Po mojih izkušnjah, lastnih izkušnjah in tega, kar gledam v drugih firmah, je ta prehod precej težji ponavadi, kot najdete nek product market fit. Ker product market fit iskati je tako zabavno, vznemirljivo, nasploh seksi, ne? Medtem ko gradite eno delujoče podjetje, zna pa postati duhamorno oziroma težko, se soočate s stvarmi, ki niste vsem všeč in tako naprej, in pol pride v tem kontekstu do težav. Jaz sem zdaj šel tako mitraljeska čez, ampak kdo kakšno pod vprašanje, je kaj razmišljal o te stvari, ali pa tisti, ki ste na novo, imate kakšen ampak v tem kontekstu? Jaz imam mogoče sam glede tega R&D-ja, sales of operations, glede teh skillov. Mogoče sam pomemben razmišljati o tem, da to niso nujno 3 različne osebe. Ne, 3 ne, 2 pa skoraj gotovo. 2 pa, ja. Ja. En ne more biti, torej morata biti 2. Ni pa nujno, da so to 3, se pa popolnoma strinjam. Ne? Pa tudi ni nujno, da so vsi 3 founderji, ne? Ni nujno, da so vsi deležniki. Lahko imate vi nekoga najamete, da vam je lahko ena zelo sposobna tajnica ali pa administrator, ki zelo dobro drži operations, pa ni v lastniški strukturi podjetja. To ni nujno. Ne? Je pa del ožjega vodstvenega tima, če hočete. Ne? Ker meni je itak ena stvar, s katero se jaz zelo velikokrat soočam v zadnjem času, je ta, kaj hudiča naj bi imel ta founder. Ne? A veste, ta zgodba ameriška, ti si pa founder podjetja, ne? Kateri privilegiji iz tega izhajajo. In v resnici, ko se podjetje začne buildati, ko postaja večje, začnejo te founderji bistveno izgubljati na vlogi, oziroma lahko ta nek mal nadrejen status ustanoviteljev postane velik problem. No. Se o tem tudi malo kasneje. Se pa strinjam rado popolnoma, ni nujno, da so to 3 osebe. 2 pa. Ena zelo težko. Zelo težko. Ja. Še kakšen pogled? Jaz, če dovolite, nisem bil zadnjič, sem bil na dopustu, ampak imam pa jaz
3 stvari, ki bi jih rad dodal iz svojih izkušenj, mogoče na prejšnjo temo, če lahko. Seveda. In sicer profesor za ekonomijo v srednji šoli je rekel, meni ni problem narediti dobrega izdelka danes, ni ga problem prodati, problem je denar dobiti za to. A ne? To je ena stvar. Druga stvar je, ki sem se naučil, je, da gledamo številke, oziroma ne zanašamo se na občutke, če imamo številke. A ne? Marsikatera stvar je, če pogledaš številke, ti pove pravo situacijo, kot pa da se zanašaš na občutke. Joj, ta izdelek je pa ful dober, v bistvu, če pogledaš številke, pa da ne gre, sorry, pač ni to, ne? Ta tretja stvar je pa prijatelji podjetniki, pa start-upi. Če jaz pravim vsakmu, ki me vpraša, da bi kaj štartal, ali pa to sem rekel, če ste prijatelji, morate še toliko bolj strogo pogodbo narediti, ne jeti na ustne dogovore, pogodbo točno vedeti, kaj je tvoje, kaj je žgavo, da potem ne bojo nesporazumi, jaz sem pa tako mislil, ali pa drugače. Ker veliko start-upov dobrih je šlo zaradi tega, ker pač nekdo postal požrešen, ali pa niso se prav razumeli in potem je zdaj šla. Ja, hvala, par zanimivih vpogledov. Ne vem, če ste kaj tazga, mogoče se dotaknili. Ja, sigurno. Mislim, da prva stvar je ta od tega vašega profesorja teza, da ni problem narediti produkta, pa ga prodati. Problem je dobiti denar. Klej bi jaz vprašal, da ste to vsi enako mnenje v tem kontekstu. Jaz imam specifičnega, ga bom dal, ampak nočem iz svoje pozicije moči tega pofurati. Mislim, imamo koga, ki se ne strinja s tem? Ja, jaz se ne strinjam. Ja, okej. Se mi zdi, da če si dovolj dober, da dejansko omrežiš, bi rekel, lokalni trg ali pa neke v branži, bi rekel, potencialne partnerje, bodisi dobavitelje, se kaj hitro najde nekdo, ki potrka na vrata in reče, jaz bi pa s tabo sodeloval, če si dovolj dober, bomo pa še kaj investirali. Jaz mislim, da je to logika. Če bi šel samo nazaj malo na tale slajd, če lahko malo dodam, se mi zdi bistvena stvar pri teh mladih start-upih, bi rekel, ena taka veščina, skills, gre za to, da jasno je, founder se zmisli idejo, oziroma je zraven tima, vodi tim, ki idejo razvija. Mene bolj skrbi v tistih primerih, ko vidiš, da nima občutka za računovodske in finančne stvari. Skratka, tukaj mu daš kakšno literaturo ali pa mu svetuješ, obrni se sem, tja in potem eno leto mine in vidiš dejansko, da nima kontrole. Nima kontrole, ne zaupa pa drugim. In to smo že zadnjič rekli, da večina start-upov, ki jih mi mentoriramo, začnejo z nekimi prijateljskimi buddy, v timi. In je največkrat problem, ko jim poveš, katere vloge nekako manjkajo v tistem timu, teh vlog v bistvu sploh ne iščejo, ker rečejo, da ni denarja, da bi plačal za enega boljšega dizajnerja, nekoga, ki bi mi naredil mednarodno raziskavo. In to zna biti problem, tako da ta preskok že v ta early stage, da se on začne obnašati kot en dober vodja, bi rekel, na pol menedžer, se mi zdi ključnega pomena, ali prevzame to resno. Pa še eno stvar bi poudaril, ko se mi zdi, da je povezana pa s ključnim motivom. Zdaj, če vi vprašate, bi rekel, začetnika, ko pride, dobi denar pri skladu, on je seveda zaljubljen v idejo, passion na 100% in tako naprej. Ampak potem, ko se družiš s tem timom, ugotoviš pravzaprav, da jim je samo en cilj, čim prej dobro zaslužiti. In iščejo poti, kako bi, najkrajše poti, da bi čim prej zaslužili. In jaz takim pravim, da si iščejo zgolj, bi rekel, eno podjetniško kariero, ne verjamejo pa v uspeh produkta na dolgi rok.
Mislim, to sta dva različna tipa ljudi, ne, ki se spuščajo v razvoj podjetja. Ne vem, če se strinjate z menoj. No. Ja, mislim, sigurno je to, kaj človek želi kot svoj cilj. Jaz vedno pravim, da če se greš podjetništvo zaradi denarja, ne boš dobro končal ponovno, ker te bo veliko stalo, pa malo boš na koncu zaslužil. Ampak če se smem vrniti, no, mogoče na ta vidik, da je problem denar dobiti, ne, sta ta dva koncepta, ki jih jaz zelo močno verjamem, v resnici sta zelo pomembna. Ne vem, koliko vas pozna, ta Američani temu rečejo bootstrapping koncept, ne, ki pravi, ok, daj firmo čim del, kolikor je možno, financiri s čim manj sredstvi oziroma z vsem, kar ti sam imaš. Ne. Ta je tako, po mojem je to zelo filozofsko pomembna zgodba. Jaz v to močno verjamem, ker jaz verjamem, da zgodnje, ko dobiš investitorja, več boš svojega deleža v resnici dal nekomu, jasno, dokler nimaš preverjenih stvari pa tako naprej. Se pravi, se splača stvari, kolikor je to ekonomsko smiselno pa racionalno, čim več sfinancirati iz tega, kar podjetniki sami imajo. Se pravi, namesto tega, da v zgodni fazi iščejo, kje dobiti čim več denarja, da razvijajo nekaj, v bistvu obrniti zgodbo in reči, kako bi lahko jaz čim manj denarja stvar pripeljal, čim del pa se šele pol prodal. Ful dobro to in to je v bistvu točno to, kako sem jaz začel. 15 let nazaj sem dobil jaz subvencijo, že tudi, ampak v bistvu je to, kako se osredotočiti, da podjetnik dela tisto, kjer ima on dodano vrednost, za ostale zadeve, mogoče proizvodnjo, mogoče prodajo, pa dobi nekoga, ki mu bo za ta pravi denar to delal. Ne? In recimo, če bi jaz hotel prideti iz nule na 30 centov, ki jih rabimo trenutno za proizvodnjo, nič svečana ne bi mogel zvoziti. Tako imamo pa pač verigo dobaviteljev, ki za ta pravo ceno delajo za nas in v bistvu samo tako sem lahko to omogočil, to rast. In tudi ni bilo treba potem prodajati podjetja. In to se pa ful se strinja s tem. No, mislim, ta je meni zelo pomembna. No. Zaradi tega jaz sem po mojem mentorji, pa med temi, ki svetujejo podjetjem eden izmed najmanj naklonjenim investitorjem. Jaz pravim investitorji, da best, daj, ampak daj pomisli, kaj vse lahko narediš brez investitorja, zaradi tega, ker obstajajo resne študije, da investitorski denar lahko pomeni kiss of death, ne, se pravi poljub smrti, ker tisti trenutek, ko ti dobiš veliko denarja, začneš hoditi v službo, nimaš več firme. Ne. In ljudje mislijo, da ko so dobili denar, da se začnejo manj racionalno obnašati, začnejo manj resno delati stvari in lahko pride do ful težav. Jaz sem tega dosti videl, zaradi tega tudi to tako verjamem. Kakle en koncept, ki paše še zraven k temu bootstrappingu, se pravi, dajmo probati raztegniti kolikor daleč lahko, in pa ta brikolaž, ki ga verjetno še manj poznate, ampak ga ne znam prevesti v slovenščino, no, ker je čudna beseda, ampak po angleško pomeni make do with resources at hand, se pravi, zmuti s tem, kar imaš na voljo. Okay? Ja? In to je, se pravi, ne gledati, kako nimaš denarja, pa nič ne moreš, ampak daj raje čaraj s tem, kar v bistvu lahko kjerkoli vidiš. Pa se pogledaš v naslednjo zelo pomembno zgodbo, ki je pa kaj pa jaz imam na voljo, in pol, ko enkrat odpreš svoje oči, pa pogledaš, koliko enih sredstev je na voljo neizkoriščenih okolij, ne, lahko ful razširiš. Jaz trdim, da danes sigurno ne živimo v dobi, kjer bi bilo sredstev premalo, ampak je neizkoriščenih sredstev zelo veliko, samo znajce moraš. Ne kupiš CNC mašine, jo najamaš. Ne gradiš svoje poslovne stavbe, najamaš. En ima kuhno, ki jo podnevno uporablja, pa tam noter kuhaš. Ali karkoli že od tega, kar tega znotri pride. Tlej ta startupovski duh, ki prihaja iz Amerike, kjer je navada, da podjetja morajo začeti z nekimi strašnimi milijoni, je meni v bistvu tisto krivuljo, ki sem jaz tukaj naprej risal, se pravi, ali to krivuljo v bistvu zelo dol potisne, se pravi, je pot navzgor zelo, zelo težka in strma na dolgi rok. Se vrnemo k temu nazaj, da nam ne bo pol časa zmanjkvalo. Še dve stvari, ki smo jih zadnjič delali. Eno je, katero metodologijo uporabljati v fazi, ko še razvijamo produkt. Teh metod pa tega imate kakorkoli hočete, ampak načeloma cilj, ko jaz še nimam produkta, je čim hitreje priti do MVP-ja, se pravi, to je minimum viable product.
to je produkt v najmanjši možni obliki, ki ga lahko nekomu prodam. Princip, ki mu jaz sledim, so te principi dizajnerskega pristopa oziroma design thinkinga. Zakaj design thinking? Ker je čudovito preprost, ker pravi, da če hočeš nekaj dobrega razviti, moraš razumeti, za koga razvijaš, čim hitreje razviti rešitev, jo testirati in s testiranjem pridobiti novo razumevanje. In to ponavljati toliko časa, dokler se ne zgodi v resnici prva prodaja. Ko se pa zgodi prodaja, grem pa v naslednjo fazo. Sliši se preprosto, je pa tema, v kjer bi lahko imeli dve tovrstni delavnici zagotovo. Ampak to je, če koga zanima, imate o tem tudi veliko napisanega. Najpomembnejša stvar, ki pa tukaj je pa nekaj, kar ljudje ponavadi ne počnemo, je, da ne znamo ločiti med fazo razumevanja in fazo reševanja problema. Okay? Praviloma, kar se izkaže, je, da ljudje preslabo poznamo svoje kupce, preslabo poznamo ljudi, za katere pravzaprav razvijamo, in to velja za majhne in večje firme. Večino mojega svetovalnega dela, ki ga jaz delam, je delam za firme, ki imajo v resnici problem, ker ne poznajo, kdo njihov kupec pravzaprav je. In jaz sem vedno znova zgrožen, ko mi podjetniki razlagajo o tem, kdo je njihova persona, ne? Se poznate ta koncept, kdo je vaša stranka, in podobim odgovor, pravzaprav vsi, zato ker čokolado jejo pa vsi, recimo, ne? Gledam Andraža, pa sem se spomnil na zgodbo, ne? Kdo je stranka, pravzaprav vsi, ne? Okay. Ja, da mi saj to povej, no, kdo pa ni tvoja stranka, ne? Že to je zelo velika zgodba, ampak ljudje ponavadi tega niso sposobni narediti. Pa kaj greš enkrat raziskovati, pa v bistvu ugotoviš, da res nimaš veliko strank, ne? Da večina jih tvoje stvari noče, ampak če razumeš tistega, ki pa hoče, lahko pa ful dober biznis na tem delaš. Tako da, če vam v tem kontekstu eno stvar polagam na srce, je, bodite kot mentori izjemno tečni v vprašanjih, kdo pravzaprav stranka od podjetnika je. Ali pa meni tipična stvar, ki se zgodi, je, enkrat se spomnim, sem imel eno arhitektko, ki je prodajala arhitekturne načrte preko spleta. Ne? In sem bil jaz ful skeptičen, pa kako to pravzaprav funkcionira, in pa mi ona reče, ne, sem pa ene 3 že prodala. Sprašujem, pa komu, ne? Ja, ne vem, en iz Švice je bil, pa en iz Belgije, pa en iz Anglije. Zdaj, pa da mi povej več o njih. Ja, ne vem, kupili so, plačali, pa so šli. Razumete? Mislim, to je, kaj je navodilo mentorja, je, da je dvigen telefon, pa ugotovil, zakaj hudiča je ta človek pri tebi kupil. Kje te je najdel, kdo on je, kaj pravzaprav počne. Ker če mi tega ne razumemo, lahko na to stvar interpretiramo. In to je tukaj. Mi ogromno časa porabljamo, da ljudi treniramo o tem, kako bolje razumeti stranko. In če razumeš stranko, je ni panoge, kjer ni mogoče narediti nečesa, kar je boljše od nečesa, kar že obstaja. Zato, ker vsaka rešitev po definiciji povzroča nove probleme. To je, veste, tudi iPhone uspejo, kaj najboljši produkt na svetu, no, saj tako pravijo, ne, uspejo vsak let novo verzijo narediti, ne, če pomislite. Se pravi, vsak let uspejo ugotoviti, kaj morajo še dodati za to, da je še boljše. Ne. Tako da tukaj je ta stvar zelo močna v igri. Pol naslednja stvar, ki sem jo pa zadnjič malo bolj na široko razlagal, je pa ta poslovna filozofija, ki pa jaz v celoti sledim, v čemerkoli delam, je pa ta koncept Leana, se pravi, to ni Lean startup, ampak je Lean, ne, ki sem ga jaz poenostavil v 5 temeljnih postulatov. In sicer prva stvar je, da če hočeš doseči uspeh, ga moraš najprej definirati, pa moraš ga biti sposoben meriti, ker če ne znaš meriti, pol ne veš, a uspeh imaš ali ne. Druga stvar je, da če hočeš doseči uspeh, ga lahko dosežeš samo tako, da nekomu generiraš neko vrednost, ker ljudje so pripravljeni plačati ali pa karkoli drugega že zato, ker jim nekaj ustvarja vrednost. Okay? Tretja stvar, ki je, da vse, kar ne ustvarja vrednosti, se lahko tretira kot odpadki. Okay? Se pravi, če imate karkoli v procesu, kar ne ustvarja vrednosti, če odstranite to ven iz procesa, potem ni nobene panike, če te date to ven. Ta koncept odpadkov. Četrta pravi, popoln proces nima odpadkov. Okay? In peta pravi, popoln proces ne obstaja, kar ima pa eno zelo preprosto in močno sporočilo, da ne glede na to, koliko dobri smo vedno lahko še malo boljši. Okay? To je bil Lean in a nutshell, se pravi v minutki in pol. Spet obširna tema, tako naprej. Pravim pa, da je zelo aktualna, ko boste naleteli na firme, ki so malo večje, ki imajo že kaj zaposlenih, ki gradijo organizacijo. Vam jaz toplo priporočam, da si tale framework vzamete, mogoče še kaj preberete na to temo in si ga vzamete kot podlago, ker s tem se res da delati čudovite stvari na vseh nivojih delovanja firm. No? Tako da, to je to. To je bil en tak, tole smo zadnjič govorili, če koga kaj več zanima, naj si pogleda video
bom dal tudi slajde, pogledajte si slajde in gremo globje. Jaz sem pa obljubil, da bomo danes šli pa gledati različne vloge, ki jih igra mentor, različne situacije skozi čim bolj konkretne primere. Tukaj si bomo vzeli pa več časa, tako da bomo malo podebatirali. Še pred tem bi še enkrat ponovil, kaj je po mojem ključna naloga mentorja. Sicer naloga mentorja je maksimizacija podjetnikovega premoženja. Okay? Če sem jaz mentor nekomu, je najlažje gledati kot nekdo, katerega naloga je njega spodbujati v smeri tega, da doseže čim več premoženja. To je zdaj, me boste grdo gledali, boste rekli, mater si ti en kapitalist, sam denar ti gre po glavi, pa ni tako. Jaz pravim, da je maksimizacija podjetnikovega premoženja sam najbolj čista stvar, okay, kjer lahko najlažje gledaš, a bo akcija, ki jo on dela na srednji rok, njemu povečala premoženje ali ne. Pri čemer je treba pa upoštevati vsaj še 2 faktorja in eden je faktor zdravja, ker nič, kar ti ne glede na to, koliko on denarja zasluži, je vseeno, če zboli od tega. To govorim z polno mero odgovornosti, ker poznam preveč bolnih podjetnikov in pravim, da je podjetništvo ena izmed resnejših diagnoz, ker zelo malo stvari toliko skrajša pričakovano življenjsko dobo, kot odločitev, da boš imel svojo firmo. Ne? To ste verjetno že kdaj srečali, jaz sem velikrat. In tretja stvar, ki je, kad ti podjetnik pove, da bo zaradi učinkovitosti ob tem, da je dobil novega otroka, kar v svoji pisarni si naredil še jogi v omari, ne? Se moraš vprašati, a on njega res toliko osrečuje to, da je cele dneve v firmi, ker jaz mislim, da to pač za nikogar ne sme biti v resnici edina stvar v življenju, ker se slej ko prej zlomi. Tako da to so nekje naloga podjetniškega mentorja.